No vidi, je prav igral. Da je spet težko potezo, da sploh ne vem, kaj je narediti. Tama, tega malo. Predaš, veš. Pozaj te ure, zdaj smo že elektronske, niso več na kazalce. Ja, dvakrat smo rekli pogledati na seznama, veš? Daj Boštjan ti spelo. Rudi! Rudi, moramo zlažiti niže. Dobrodošli na prvem memorialu Vida Vavpetiča. Eno leto je, kar je naš veliki šahist in športnik, ga že ni več med nami. Hkrati smo ta turnir združili s praznikom občine Domžale. Letos praznujemo 65 let občine Domžale in smo veseli, da ste se odzvali v takem številu. Ker je memorial, smo povabili nad nas na začetek tudi njegovo družino. Sem zelo vesel, da so nad nami žena Cirila, Senisto, družino, sestra Ida, brat, celo brat Stane in Andrej, tako da praktično skoraj cela družina, ne, manjka samo Miranda, ne, Rebovna, tako sem zelo vesel. Družina Vavpetič je bila zelo znana kot glasbena družina, tako da fantje so znali mrskaj zaigrati, tudi vid, ne, in športna. Takole, na začetku kratka predstavitev Vida. Memorialni potiček ste že ogledali, mogoče še ne veste. Bil je vsestranski športnik, velikega duha, aktivist, šahist, glasbenik in pesnik. Za seboj je pustil neizbrisno sled pri razvoju šaha na Domžalskem. Šahovsko aktivnost se je vključil leta 1953, ko je prevzel skrb za podmladek, nato pa je v društvu aktivno deloval. Bodi si kot tehnični vodja, organizator, pri urejanju tajniških in finančnih zadev, predvsem pa kot kapetan in izvrsten ekipni igralec. Po moči je bil mojstrski kandidat, a je igral na mojstrski ravni. Njegov maksimalni rating je bil 2300. Poleg posamičnih uspehov je bil najmočnejši prav v moštveni vlogi, njegov zgled pa je za seboj potegnil še ekipo. Pri vodenju ekip je moral včasih pokazati tudi svoje diplomatske sposobnosti. Poseben pečat je pustil na področju delavskega šaha z vodenjem ekipe Papirnice Količevo, kjer je bil zaposlen. Z ekipo je vedno bil v ospredju slovenskega delavskega šaha. Vid je leta 1976 postal delavski prvak Jugoslavije v Vrnečki Banji, kar je bil za tiste čase izjemen uspeh. Desetletja je bil gonilo šahovskega društva Domžale,
desna roka vseh predsednikov, kapetan v pravem pomenu besede. Združeval je vse šahiste društva, njemu si težko rekel, da nimaš časa in da ne boš igral. Šah mu je ogromno pomenil, zato nikoli ni manjkal. Nepozabna bodo ostala druženja z njim in njegove taktične zamisli, kjer mu ni bilo para daleč naokoli. Bil je potrpežljiv mentor, skromen človek, a velikega duha. Neprestano je presenečal s svojim znanjem in širino. Bil je igriv sogovornik. Vedno je znal povedati kakšno prigodo iz svojih bogatih šahovskih izkušenj. Po duši je bil vid zelo borben, vedno je iskal nekaj več. Tekmoval je, dokler so mu dopuščale moči, učil nas je visokega spoštovanja do nasprotnikov, sodeloval je s številnimi šahisti, mojstri in velemojstri, ter z mnogimi med njimi tudi prijateljeval. Bil je tudi šaljivec. Pogosto so se šahovski kolegi med vožnjo na tekmovanja do solz nasmejali njegovim šaljivim domislicam. Okoli sebe je imel rad vesele ljudi. Zanj je bilo poleg tekmovanja vedno pomembno tudi druženje. Zato je po vsaki tekmi okrog sebe zbral šahiste, da so se usedli in pogovorili ob kozarčku vinca, seveda. Vid je bil vsestranski športnik in športni delavec se je aktivno ukvarjal z nogometom, keglanjem, namiznim tenisom in tenisom, poleg šaha. Desetletje je igral kot nogometni napadalec in nato bil kapetan različnih domžalskih nogometnih moštev. 15 let je bil član različnih ekip kegljaških klubov ter bil eden boljših kegljačev v takratni republiki. Sočasno je za ekipo Papirnice Količevo nastopal v namiznem tenisu. Bil je večkratni občinski prvak v ping-pongu, zato se ne gre čuditi, da ga je igral, dokler so mu moči dopuščali. Za nameček pa je po 50. letu začel igrati še tenis in ob odhodu v pokoj organiziral teniški turnir vse vidov memorial, ki je postal tradicionalen in številka je preko 20, ne? Že zdaj. Vsevit je bil njegov psevdonim, pod katerim je pisal v tovarniški časopis. Pisal je tudi pesmi. Verze je skladal po noči, nato pa jih je recitiral, naprimer na obletnicah, kjer nikoli ni manjkal, ali pa na novoletnih šahovskih srečanjih, kjer smo uživali v njegovih prav izbranih in izvirnih rimah. Zanimala ga je prihodnost društva in mladih šahistov. Tem se je veliko posvečal, posebej na šahovskih krožkih, z organizacijo regijskih šolskih tekmovanj. Aktivno je sodeloval tudi pri vzpostavitvi prve srednje šahovske šole v Domžalah, iz katere je išel Luka Lenič, naprimer. Zaradi svoje vsestranske športne aktivnosti ter zaslug pri razvoju šaha na Domžalskem je leta 2010 prejel priznanje občine Domžale za življenjsko delo na področju športa. Leta 2015 pa srebrno plaketo Šahovske zveze Slovenije. In to je samo delček. Nekaj anekdot in ena uganka njegova je tamle na oglasni deski. Za uganko dam nagrado čokolado, kdo je prvi rešil. Takole, z moje strani, hvala lepa, da ste res prišli, še nekaj dodatkov o vidu je pripravil Jože Skok, pa ga prosim, potem pa sodnik in začnemo. Ja, upam, da ne boste zamerjeni, ker se bomo vzeli nekoliko več časa, ker je to prvi memorialni turnir. Tam zadaj vidite, da je memorialni kotiček za Vida Valkotiča in to je v bistvu zbirka njegovih pokalov, priznanj in pa plaket, predvsem v zadnjem obdobju. Treba je povedati, da je Vide kot posameznik v bistvu res zažival šele potem, ko je odšel v pokoj, ko je sodeloval na raznih upokojenskih tekmovanjih, potem na tekmovanjih seniorov in tam ima zelo veliko teh pokalov svojih glasnih. Veliko je pa še drugih pokalov, ker je on tudi sodeloval, ker je bil v ekipah Domžale in vsi uspehi, ki so bili za šahovsko dušo Domžale, so v bistvu povezani z njegovim imenom. Tam je zelo dragocen pokal, ki ga je omenil že Boštjan, in sicer, ko je postal državni prvak za nedeljsko prvenstvo Jugoslavije, to je bilo leta 1979. Jugoslavija je bila takrat šahovska velesila v samem svetovnem vrhu. Na tem tekmovanju so igrali najmočnejši mojstrski kandidati, dejansko so bili to že mojstri. In našli smo vmes tudi emblem, kjer je ugravirano ime Vida Valkotiča in Vida Valkotič je v bistvu že izpolnil vse pogoje za Fide mojstra. On je dejansko bil že Fide mojster,
vendar pa njegov klub ali pač on kot sam ni plačal določeno pristojbino na šahovsko zvezo Evrope v Švico, to je bilo takrat okrog 200 švicarskih frankov, ker pa ni bil tako majhen denar, niti ne za posameznika, niti tudi za klub ne, njemu se pa tudi ni zdelo tako vredno, da bi se potreboval za naziv Fidemojstra, ker je bil tudi v bistvu skromen. No, vidi se, da je dobil vrsto priznanj na občinski ravni, tudi za življenjsko delo na ravni Šahovske zveze Slovenije. Potem bil je tudi športnik leta v občini Domžale, ker je bil tudi na drugih tekmovanjih. Dobil je tudi vsaj 2 zlati plaketi. No, potem tam je tudi karikatura njegove hčerke Mirande, ki danes žal ne more priti, ker je bolna ob njegovi 50-letnici. En majhen šahic je tudi za luknicami, ki je dobil na prvi deski med papirničarji, ker je igral na teh tekmovanjih. Skratka, to so njegovi spomini, za katere je tudi zelo skrbno skrbel. Moram se tudi zahvaliti na njegovi ženi Cirili, ki je zelo pomagala pri ureditvi te njegove zbirke. No, zdaj pa, da ne bili predolgi, Boštjan je povedal, da je on pisal tudi verze. In leta 2008 je ob koncu leta, ko smo se bavili vsi šahisti na občnem zboru, je on povzel delo društva v verzih. To je bilo ravno v letu, ko je naše društvo zapustil Luka Lenič, ker je pač šel na boljše, ker je bil že takrat vrhunski šahist. In bom prebral nekaj njegovih verzov, malo se prevečujem, ker sem jih našel šele ob 1:30 po noči, danes zjutraj. Lepo se vidi, ko smo tukaj zbrani, mladina, ženske, člani, veterani, da enkrat v letu skupaj se dobimo in se prijateljsko pogovorimo. Globalna kriza je že nastopila, se tudi nas je malo dotaknila, je kriza, recesija, dnevna tema, zato še danes naj ne bo izjema. Je tudi društvo kriza že zajela, v začetku leta Leniča nam vzela, občinska je struktura obljubila, da mu bo sponzorja zagotovila. Vse drugače se je skazalo, lep je obljuba, lepih je ostalo. Ni sponzorjev in društvo je v nemoči, a Luka se za Maribor odloči. Vseeno, mi za Luko spet držimo, uspehov se njegovih veselimo. Če situacija se kdaj obrne, vsi upamo, da kdaj nazaj se vrne. To je bilo na začetku in na koncu pa, to je dolga štorija, pa nekako takole konča. Čeprav nas daje že svetovna kriza, je danes še kar polna miza, zato poslužimo se jest in pit, na zdravje, srečno v novem letu, vaš vsevid. To je bil njegov naziv, to je bil Vide Vapetič. Poznate, sem Marjan Butala, državni sodnik iz Ljubljane. Imel sem tudi srečo, da sem poznal Vida Vapetiča. Tudi na tem turnirju pričakujem, da se boste borili fair, tako kot se je vid. Jaz bi samo omenil to, bodite pozorni, vse je vidno in razvidno iz pravilnika, bodite pozorni na nepravilne poteze. Če nasprotnik opazi po izvršeni potezi, torej po pritisku na uro, pač lahko reklamira ali pa jaz, če okoli pridem. Toliko bi rekel, mobitele upam, da ste vsaj utišali, bolje še izklopili, da ne bo kakega problema. Pa, če je še kakšno vprašanje, če ne bi pa čim prej začeli. Mislim, da večina pozna pravila pospešena in promocija, ja, to pa vedno bomo, ker je časa tle dovolj, prosim, ustavite uro, imamo tudi nekaj prostih šahovnic, da bomo zamenjali kmeta z damo. Torej, ustaviš uro in se poišče dama, lahko jaz ali pa pomočnik Boštjan, tako da ne bo kaj narobe, nikakor pa s kmetom igrati naprej na šahovnici.
če daš kmeta na zadnjo vrsto, pritisneš na uro, pomeni Pauzo. konec. Ja. Tako, to je, kar se tega tiče, pa tudi, ker igramo na dodatek, 5 sekund na potezo, ni nobenega razloga, da bi hiteli in podirali figure, ker bom kvečemu enkrat opomnil, če kdo podira figure v zadnji minuti, potem pa sledi kazen, časovna, ali pa kontumac. Tako bodite zato na to zelo pozorni. Toliko jaz. Malca bo po tretjem krogu, sadje pa pijača je že zdaj na voljo, sendviči bodo 3 različne sorte. Telefone ste že ugasnili, niste idejte. To je tako. Potem pa lahko začnete. Kar še stisne. Posnel? Ne, boš kakšen vzjavcev ni posnel? Bom še